Kdo smo in kaj počnemo, kaj radi bi, kam gremo. Ej, tukaj smo za vas, kdo rad bi nas poznal, sedaj je pravi čas. V Kopru smo doma, odprtih vrat srca, te vabimo med nas, da bi kaj novega odkrili, si prihodnosti zgradili. Ej, ekonomec, trgovec, administrator, gimnazijec, postani tudi ti, naj s tvojim znanj se naprej ta svet vrti. Odloč se pa ti, naj nič te ne skrbi, v Kopru srečni smo vsi, zakaj ne bi še ti? Ko prestopiš naš prag, naletiš na starodavni steber. Je ostanek preteklosti, spomin na srednjeveški samostan, kjer smo danes doma. Z nogami trdno na tleh sili v višino in svoj čas je podpiral to, kar ga je na videz presegalo. Bil je eden izmed mnogih, pa vendar nepogrešljiv. Tako kot vi in mi. Res je, smo del tradicije, veliko starejše od našega stebra. Ozrimo se v preteklost. Pastirji, kmetje, ribiči, solinarji, obrtniki, trgovci, prevozniki, lastniki manufaktur, tovarn, poslovneži. Postavili so temelj, na katerem stoji naše mesto. Ta temelj, na katerega se še danes opiramo, pa so zgodovina, kultura in gospodarstvo. Kam se misliš ti vpisati? Še razmišljam. Sem slišal, da so profesori kar v redu. Greva pogledat, pa se bova pol odločila. Ja, evo, kdo pa je tam? Postanite trgovci. Naučite se brati želje kupcev in jih nato izpolniti. Kupce primerno informirajte in svetujte. Postanite zgovorni, prijazni in ustrežljivi. V programu Trgovec razvijamo komunikacijske spretnosti, profesionalnost, urimo njihovo hitrost pri delu in točnost. V učni trgovini na šoli se dijaki praktično usposabljajo za poklic prodajalca, naučijo se poslovati z blagajno in denarjem ter pravilno postreči stranke. Svoje znanje v tehniki prodaje dokažejo tudi na tekmovanju na različnih področjih, in sicer v prodaji živil, konfekcije, kozmetike, obutve, malih in velikih gospodinjskih aparatov ter orodja. Šolanje za prodajalce traja 2 leti in pol, nato sledi polletno praktično delo v trgovini. Po 3 letih pa dijaki lahko nadaljujejo izobraževanje na šoli še 2 leti, postanejo ekonomski tehnik in tako pridobijo 5. stopnjo izobrazbe. Postani trgovec tudi ti. Zakaj bi se odločili za poklic administratorja? Ker administratorja potrebuje vsako podjetje ali ustanova. Administratorji morajo znati učinkovito komunicirati s strankami, tako v slovenskem, kot tudi v angleškem ter italijanskem jeziku. Imeti mora smisel za organizacijo in za delo z ljudmi. V 3 letih se v programu Administrator naučite slepo tipkati na računalniku, pisati poslovna pisma, uradna pisma in obrazce. Seznanite se z računovodstvom, knjigovodstvom, dobrim komuniciranjem z ljudmi in pravilno uporabo poslovnega bontona. Pri vseh predmetih pa se navajate na natančnost, samostojnost, odgovornost in poštenost. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko nadaljujete šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik in pridobite 5. stopnjo izobrazbe. Zakaj postati ekonomski tehnik? Če si izberete program ekonomski tehnik, v prihodnosti ne boste imeli težav z iskanjem službe, saj se lahko zaposlite tako v majhnih kot v velikih podjetjih ali v državni upravi. Usposobljeni ste za delo v računovodstvu, v finančni operativi podjetij, v bančništvu, zavarovalništvu, kot trgovski potniki, v komerciali, v špediterstvu in carini. Lahko pa ustvarite samostojno podjetje, za katero potrebujete poleg lastne ustvarjalnosti in energije še znanje in spretnosti, ki se jih naučite na SEPŠu. Kako pa poteka delo v učnem podjetju?
Dijaki delajo v oddelkih v simuliranem poslovnem okolju. Katalog izdelkov ali storitev se trži pri drugih učnih podjetjih doma in po svetu. Tako učna podjetja med seboj trgujejo ter ustvarjajo virtualne dobičke. Dijaki redno sodelujejo na mednarodnem sejmu učnih podjetij, kjer so vsako leto med dobitniki priznanj in pohval. Blestijo pa tudi na državnem tekmovanju Turistične zveze Slovenije Več znanja za več turizma, z zanimivimi turističnimi produkti, s katerimi spodbujajo turizem v obalnih občinah, ki so in lahko vključijo njihove konkretne predloge rešitve v turistično ponudbo kraja. Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijaki nadaljujejo izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim maturitetnim predmetom pa tudi na mnogih univerzitetnih programih. Če ste bolj družbosloven tip, ustvarjalen, poln idej in bi radi ustanovili svoje podjetje, je program Ekonomska gimnazija prava izbira. Namenjen je dijakom, ki bi radi pridobili znanja z področja ekonomije, podjetništva, poslovne informatike, ekonomske zgodovine in ekonomske geografije. Del pouka poteka v obliki medpredmetnega povezovanja, praktična znanja pa pridobivate na strokovnih ekskurzijah, kjer si ogledamo uspešna slovenska podjetja. Redno obiskujemo Banko Slovenije, sodelujemo s Centrom inovativnega podjetništva, SURS-om, obiščemo tudi znana evropska mesta. Gostujemo uspešne slovenske podjetnike, sodelujemo z institucijami iz lokalnega okolja, skrbimo za trajnostni razvoj in dijake ozaveščamo o njem. Program Ekonomske gimnazije je prijazen tudi mladim športnikom, saj omogoča usklajevanje šolskih obveznosti, hitrejši športni napredek ter hitro in učinkovito komunikacijo med klubi in šolo. Dijaki po uspešno opravljeni maturi lahko nadaljujejo študij na univerzitetnih in strokovnih, bolj družbeno usmerjenih programih. Že vrsto let smo vključeni tudi v svetovno priznan mednarodni program razvijanja podjetniških kompetenc pri mladih Junior Achievement, ki ima 100-letno tradicijo. Pri pouku podjetništva ustanavljamo dijaška podjetja in preko igre vlog izvajamo celoten poslovno-podjetniški proces. S pomočjo uspešnih podjetnikov in priznanih strokovnjakov se učimo generirati podjetniške ideje in jih spreminjati v poslovne priložnosti, pri tem razvijamo inovativnost, podjetnost ter ustvarjalnost. Kateri predmeti so po vašem mnenju tako najzahtevnejši? Nobeden ni zahteven, vsi predmeti so narejeni za dijake. Če dijak dovolj dela, spremlja, hodi k pouku, dela domače naloge, potem lahko naredi katerikoli predmet. Ene verjetno malo bolj lahko, druge malo težje, ampak vse je narejeno za dijake. Mogoče, če bi res izpostavila, je to matematika. Ampak tam je treba biti dosleden, je potrebno naloge delati sproti in malo več kot mogoče pri drugih predmetih. Posebej, če matematika dijaku ne leži. Na kaj na šoli ste najbolj ponosni? Na marsikaj. Na marsikaj sem ponosna. Jaz bi izpostavila predvsem vpis. Naš vpis se je, odkar sem na tem delovnem mestu, povečal, kar 100 dijakov več imamo. Ponosna sem tudi na to, da so razredi trgovcev in administratorjev polni, kar veliko let ni bilo pred tem. Smo združevali oba oddelka. Ponosna sem na naše dijake, ki dosegajo uspehe na športnih področjih, na različnih tekmovanjih za Cankarjevo priznanje, na tekmovanjih iz angleščine. Ponosna sem sploh na šolo, ki je vedno lepše urejena, ker smo pridobili nekaj novih učilnic, dobili smo učno trgovino, dobili smo novo računalniško učilnico. Ponosna sem na marsikaterega učitelja, ki dosega s svojimi dijaki uspehe. Na marsikaj sem ponosna. Kakšni pa so odnosi med profesorji in dijaki?
Ja, na teh odnosih je treba vedno delati, ne? Vedno je treba gojiti dobre odnose. Mislim, da se še učimo komuniciranja med v tem trikotniku dijak, starš in učitelj. Mislim, da smo na dobri poti, da bomo dosegli res optimalno komunikacijo v tem trikotniku. Učitelji se trudijo, tudi izobražujemo se, kako bolje komunicirati z dijaki. Vsekakor pa jaz mislim, da moramo izhajati iz tega, da mora učitelj imeti rad ta svoj poklic. Kaj hodite na malico? Kam hodimo na malico? Ja, mnogo dijakov hodi ven na malico, ampak veliko jih pa hodi tudi v našo menzo. Tam imamo različno, seveda suho hrano, ne kuhano, ne? Ampak mislim, da so zadovoljni dijaki. Joj, ura je že 9. Verjetno imate še veliko vprašanj, ki bi mi jih rada postavila, ampak jaz mislim, da je prav, da počakamo na informativne dneve. Vabljeni vsi na naše informativne dneve Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper. Če pa želiš spoznati svet, se lahko udeležiš strokovnih ekskurzij po svetu. Vključi se lahko v program Erasmus, ekonomski tehniki in trgovci pa delamo prakso tudi v tujini. In ne pozabi tudi na izmenjavo z Nizozemci. Pridite z nami.